Doktor Primož Štrbenc, lepo vas pozdravljam. Pozdravljeni. In hvala, da ste prišli na Radio Slovenijo. Hvala vam za vabilo. Z veseljem. Pogovarjala se bova o knjigi z naslovom Zgodovina moderne Palestine in tudi širše o tej tematiki, problematiki. In to monografijo je napisal Ilan Pape. Kdo je avtor? Torej, Ilan Pape je eden od izraelskih tako imenovanih revizionističnih zgodovinarjev. To poleg njega v to skupino sodita še recimo Avi Shlaim in pa pokojni Simcha Flapan. Gre za izraelske zgodovinarje, ki so začeli drugače govoriti o zgodovini Izraela, ki so prenehali slediti nekim sionističnim, torej utrjenim resnicam, narekovaju rečeno, konvencionalnim zgodbam in so v tem smislu začeli torej opravljati neko katarzo v bistvu Izraela, kajti začeli so pisati o dogodkih na začetku, o formativnih dogodkih in jasno povedali, in tudi sam Ilan Pape, torej, da je bil pravzaprav Izrael zgrajen na začetku že torej na zločinu proti Palestincem. Zaradi te svoje, mnogi ga imenujejo, torej v knjigah je velikokrat navajeno, da je najpogumnejši izraelski zgodovinar, zaradi svojega poguma, zaradi tega, ker odpira tiste teme, ki jih marsikdo noče slišati v Izraelu, torej je moral se tudi preseliti profesionalno v Veliko Britanijo. Sam se spomnim, enkrat v Portorožu sem bil na razgovoru, oziroma smo imeli neko okroglo mizo, je bila tudi neka izraelska delegacija. Ko sem samo omenil ime Ilan Pape, so se začeli zgražati, ga obsojati in tako naprej. Sem videl, kako ta sionistični narativ, kako ima slabo mnenje o njem, oziroma da je neka boleča točka, ker je preveč pogumen, ker je preveč resnicoljuben, je boleča točka za te uradne izraelske predstavnike, uradnike in pa sploh za državo Izrael. Uporabili ste sintagmo sionistični narativ. In me zanima, kaj je to politični sionizem? Torej, politični sionizem je gibanje, ki si je zadalo za cilj vzpostavitev suverene judovske države v Palestini, ki naj bi na ozemljih pod svojim nadzorom z ukrepi praktične in pravne narave ustvarila oziroma vzpostavila demografsko večino judovskih plemen. Torej, gre za neko gibanje, ki si je zadalo za cilj vzpostavitev judovske države v Palestini. Začela se, lahko rečemo, da je oče političnega sionizma modernega, da je Theodor Herzl, ki je leta 1896 napisal knjigo Der Judenstaat. 1897 je prišlo do prvega kongresa sionističnega gibanja in tam so si torej ta cilj, kot sem ga omenil, postavili. Potem pa ta politični sionizem kot gibanje že torej od začetka bil seveda pravzaprav naklonjen oziroma od začetka je impliciral politični sionizem etnično čiščenje. To lahko rečemo, da je etnično čiščenje zapisano v samo DNK političnega sionizma, kajti če nekdo opredeli kot svoj cilj vzpostavitev večine judovskih plemen v Palestini, potem je to neizogibno v razmerah, ko je bilo palestinskega prebivalstva v Palestini več kot 90%, je to neizogibno pomenilo etnično čiščenje. In to etnično čiščenje je dejansko Izrael in že pred vzpostavitvijo Izraela je sionistično gibanje začelo torej upravljati neko množično etnično čiščenje, zaradi katerega je večina Palestincev zapustila oziroma bila pregnana z območja, ki ga je zasedal Izrael v prvi arabsko-izraelski vojni. Kako pa je na politični sionizem vplivala judovska religija? Torej, jaz bi rekel, da sam politični sionizem je bil, po mojem mnenju, slej ko prej bolj sekularno zastavljen, tako da sama judovska religija vsaj na začetku ni imela takšne vloge, sploh ti laboristi, ki so prišli
v Palestino z drugo alijo, to je drugi judovski val imigracije oziroma emigracije v Palestino, niso bili religiozni. Torej David Ben Gurion, Moše Šaret, Levi Eškol, torej niso bili religiozni, ker poznamo tudi religijski sionizem. In torej ta politični sionizem ni torej takšne velike vloge pridajal religiji. Omenili ste tudi, da je že v začetkih političnega sionizma bilo etično čiščenje nekako implicitno. Na kaj opirate to mnenje? Kot sem rekel, že to, da ti zastaviš kot cilj vzpostavitev judovske, torej demografske večine, to pomeni, da moraš očistiti ta prostor Palestincev, ker preprosto je bilo, kot sem že rekel, Palestincev več kot 90% in ti moraš potem, seveda, če hočeš judovsko večino demografsko dobiti, jih moraš izgnati. Drugače pa torej se je etnično čiščenje že začelo dogajati pred samo vzpostavitvijo države Izrael, namreč že takoj po sprejemu tako imenovane delitvene resolucije v Organizaciji združenih narodov, to je resolucija 181/2, torej, ki je bila sprejeta 29. novembra 1947, se je začelo etnično čiščenje Palestincev, potem je se nadaljevalo oziroma postalo še bolj intenzivno potem, ko so sprejeli načrt Dalet, in potem je to etnično čiščenje trajalo vse do konca prve arabsko-izraelske vojne januarja 1949, tako da je bilo že torej v teh formativnih dogajanjih etnično očiščenih 750,000 Palestincev, od 900,000. Zgolj 150,000 Palestincev je ostalo na območjih, ki jih je začel nadzorovati sionizem oziroma Izrael. Če ostanemo pri neki percepciji tega konflikta, do branja vašega uvoda in tudi do branja Papejeve knjige sem imel občutek, da je bila najprej vojna med arabskimi državami in Izraelom in da je potem znotraj te vojne se razvilo etično čiščenje. Ampak v vaši knjigi in v knjigi Papejevega, razmišljanja sem pravzaprav našel podatka, da se je začelo z etičnim čiščenjem. Kako to, da tako napak percipiramo to dogajanje? Zakaj tako samoumevno domnevamo, da je bila najprej vojna in potem kot posledica znotraj grozot vojne tudi etično čiščenje? Zato, ker, kot sem že rekel, da pred to skupino izraelskih zgodovinarjev, v kateri tudi Ilan Pape, torej niso Izraelci nikoli resno pa pogumno govorili o resničnih plateh teh formativnih dogodkov, ni bilo tega katarzičnega torej pisanja v svojih lastnih zločinih. Živel je pa en ta mit v tem, da kako je Izrael bil nek dojenček, ki se je rodil in bil nemočen, in potem naj bi ga napadlo 5 močnih arabskih držav in hotelo uničiti, vreči v morje in tako naprej. To se je uveljavilo kot neka konvencionalna resnica. Tako da večina ljudi še danes verjetno misli, da je bil Izrael tisti, ki je bil ob svojem rojstvu tako zelo šibak, da so ga arabske države napadle in ga hotele uničiti. Torej, temu ni tako. Izrael je bil že od samega začetka vojaško močnejši kot arabske države. Edina arabska država, ki se je lahko bojevala z Izraelom, je bila Transjordanija, svojo arabsko legijo, pa še ta se ni zares bojevala z Izraelom, ker sta transjordanski kralj Abdullah in pa politični sionisti so sklenili nek politični dogovor v ozadju, tako da se The Arab Legion, arabska legija, ki so jo poveljevali Britanci, ni zares bojevala z Izraelom. Tako da ni naključje, da je Izrael tako strahovito porazil arabske armade v prvi vojni. Ampak ta klasični narativ, ta zgodba, razlaga, ki jo sam sionizem prinaša, torej, kot sem že rekel, še vedno nekako počiva v zavesti večine prebivalstva. Češ etnično čiščenje, kot ste rekli, je potekalo med samo vojno. Ne, seveda, etnično čiščenje je začelo potekati že pred vojno. Tudi samega začetka vojne ne moremo razumeti, če ne razumemo, da so arabske javnosti pred začetkom vojne, se pravi pred 15. majem 1948, ko so videli, kako poteka etnično čiščenje v Palestini, so začele pritiskati na svoje arabske vladarje,
naj nekaj naredijo in zato so te morali iti v neko vojaško akcijo. To je pravzaprav razlog, zakaj je sploh prišlo do prve arabsko-izraelske vojne, v kateri je res 5 držav formalno gledalo napadlo Izrael, ampak to, kot pravim, je veliko preozko gledanje. Treba se vprašati, zakaj so napadli Izrael. Kljub temu, da so se arabski voditelji zavedali, da imajo šibkejše vojske kot Izrael, so nekaj morali narediti, ker so javnosti to zahtevale zaradi samega etničnega čiščenja, ki je že množično potekalo v Palestini. Pozneje vas bom zagotovo še vprašal, kaj je Nakba, ampak za hip bi še ostal pri tej tematiki. Razumem ta sionistični narativ, to razumem, ste ga pojasnili. Ampak beguncem, Palestincem so pomagali tudi ljudje z Zahoda, Združenih držav Amerike in tako naprej. Pomagali so jim finančno, ko so ti ljudje zapuščali svoje domove, ko so bežali v tujino. Skratka, Zahod je vedel, kaj se dogaja tem ljudem. Ni obstajal samo narativ političnega sionizma. Obstajala je tudi, bi rekel, resnica o dogajanju na Zahodu. Pa vendar, zakaj niso bolj odločno reagirali? Jaz mislim, da Zahod je tudi nekako nasedel na to, torej je na Izrael gledal kot na neko romantično zgodbo, na to, kako so sionisti zgradili judovsko državo, kako se bo ta Izrael torej nekako legitimno razvijal na Bližnjem vzhodu. Skratka, do leta 1967, ko je Izrael zasedal preostalih 23% območja nekdanje britanske mandatne Palestine, na Zahodu ni bilo neke večje kritike Izraela. Tudi po letu 67 vidimo večkrat, da na Zahodu obstaja neka nepripravljenost dejansko pritisniti na Izrael. Kajti nenazadnje torej države Zahoda, članice Evropske unije in ZDA so po mednarodnem pravu dolžne, bi morale ustavljati Izrael, ko krši mednarodno pravo, ko krši 4. ženevsko konvencijo, vendar tega ne naredijo. Kljub temu, da je to njihova pravna obveznost, ne neka dobra volja, ampak pravno obvezane so po 1. členu 4. ženevske konvencije pritisniti na Izrael, da ne bi kršil mednarodnega prava, tega še danes ne naredijo. Skratka, Zahod ni nikoli našel neke volje, da bi dejansko pritisnil na Izrael. Zahod je predolgo gledal trpljenje Judov v Tretjem rajhu. Ni reagiral pravočasno na holokavst. In me zanima, ali je lahko obnašanje Zahoda, ta pravzaprav neka trpnost, posledica nekega občutka krivde. Ja, seveda, to je treba poudariti, da je bila ta občutek krivde zaradi holokausta je bil ves čas močan in je še vedno močan. Čeprav Norman Finkelstein poudarja, da je Izrael tudi da zlorablja ta holokaust, da gre za industrijo holokausta. Torej, ta slaba vez zaradi holokausta, pa potem tudi to, da je judovski izraelski lobi izredno močan na Zahodu, to je vplivalo na to, da Zahod ni zares pritisnil na Izrael, da ni začel pomagati Palestincem. Hkrati pa tudi v Evropski uniji je tle razcepljenost med državami, ene so močno proizraelske in ne želijo pritiskati na Izrael. Govorimo o Nemčiji, Nizozemski. Tako da ta holokaust, dejansko ta občutek krivde je pomemben faktor pri tem, ko se vprašamo, zakaj Zahod ni prišel na pomoč Palestincem. Kako bi se lahko Evropa po eni strani zavedala žrtev holokausta, jih spoštovala, se jih spominjala in po drugi strani pomagala Palestincem? Ali obstaja kakšna možnost za takšno dvojno delovanje? Ja, v Evropski uniji se počasi vendarle zdaj, nažalost šele na podlagi teh grozot, ki se dogajajo po 7. oktobru 2023, se določene države vendarle čutijo dolžne oziroma so tiste, ki želijo Palestincem pomagati. Med temi državami je tudi Slovenija, torej Slovenija, Španija, Irska, torej znotraj Evropske unije skušajo aktivirati neko zavedanje, da je treba nekaj storiti in počasi se tudi znotraj Evropske unije razvija to mnenje, da je treba Palestincem pomagati, vendar pa
še vedno torej je ta Evropska unija preveč razdeljena, to je 27 držav članic, da bi šla v neko bolj odločno akcijo proti Izraelu, proti sionističnemu gibanju, da bi uvedla ekonomske sankcije ali znanstvene sankcije, torej da Izrael ne bi več sodeloval v znanstvenih projektih. Tako da po eni strani je mogoče videti določen napredek v delovanju Evropske unije, to je pa vse nažalost še veliko prepozno, kajti nažalost je ta izraelska kršitev mednarodnega prava šla tako daleč, da zelo verjetno ne bo mogoče več postaviti suverene in življenjsko sposobne palestinske države. To jaz mislim, da že 20 let to ni več mogoče, pa se še vrno kar naprej govori o tem, diplomacija še vedno govori o rešitvi 2 držav in tako naprej. Sam mislim, da to ni več mogoče, da suverena življenjsko sposobna palestinska država ne more več nastati. Mogoče kakšno dodatno pojasnilo, zakaj ne? A veste, mednarodno pravo predpisuje, ko govori o tem, kako lahko nastane država, da torej mednarodno pravo predpisuje, da mora neka entiteta izpolnjevati 3 kriterije, da bi lahko nastala kot država. Torej imeti mora ozemlje, imeti mora prebivalstvo in imeti mora efektivno oblast oziroma organizacijo neodvisno od drugih držav. Palestinska entiteta, torej na Zahodnem bregu v Gazi, ima ozemlje, ima prebivalstvo, nima pa efektivnega nadzora, nima suverenosti, nima organizacije neodvisno od drugih držav. Zakaj ne? Zato, ker je Izrael z konstantno, kontinuirano in flagrantno kršitvijo mednarodnega prava naselil na Zahodnem bregu in tako imenovanem aneksiranem vzhodnem Jeruzalemu najmanj 700,000 judovskih naseljencev. In zaradi teh judovskih naseljencev torej ni te efektivne oblasti in država palestinska zares suverena ne more več nastati. Poleg tega Izrael ni dovolil razvoja palestinske ekonomije, kot pravi Sarah Roy, ameriška proučevalka Palestine judovskega porekla, je Izrael ves čas uresničeval in uresničuje politiko de-developmenta, torej preprečevanja vsakršnega ekonomskega razvoja Palestine. In pa ne nazadnje, torej Zahodni breg je prepreden z omrežjem tako imenovanih obvoznih cest, ki jih je Izrael zgradil zgolj za judovske naseljence. In zaradi vseh teh razlogov palestinska država spominja prej na švicarski sir, na neko sestavljanko medsebojno nepovezanih območij, kot na neko ozemlje, ki bi lahko postalo država. Prej sem že napovedal vprašanje, kaj je Nakba? Torej, Nakba je v palestinski percepciji katastrofa. Gre za to, kar se je dogajalo na začetku ob ustanavljanju Izraela. Torej, to etnično čiščenje, ki se je začelo že, kot sem rekel, po novembru 1947, potem še bolj napredovalo po sprejemu načrta Dalit, ki ga je sprejela konstituenta, sionistična na čelu z Davidom Ben-Gurionom, in pa potem to sistematično, metodično, etnično čiščenje, ki so ga izvajali Izraelci. In torej v okviru tega etničnega čiščenja je sionistično gibanje oziroma po 15. maju Izrael torej tudi uničil okoli 500 palestinskih vasi. Tako da ta etnično čiščenje, ta pregon Palestincem ven, to je tisto, te formativni dogodki so tisto, kar je v palestinski zavesti znano kot Nakba, torej katastrofa. Koliko ljudi je zapustilo svoje domove med prvo vojno? Kot sem že omenil, torej v 900,000 Palestincev jih je zapustilo 750,000. Tako da ogromna številka. Zbežali so v različne države, v Libanon, v Sirijo, v Transjordanijo, pri čemer moram reči, da Transjordanija je po prvi vojni nadzorovala Zahodni breg, torej po letu 1967 izgubila ta Zahodni breg, hašemitska kraljevina Jordanija, in po letu 1967 so Palestinci množično bežali tudi z Zahodnega brega v hašemitsko kraljevino Jordanijo.
Tako da danes imamo torej begunce po mnogih arabskih državah. Prav to sem vas želel vprašati. Kje vse so danes palestinski begunci? Kakšno je njihovo življenje? Največ jih je v hašemitski kraljevini Jordani, kjer tvorijo tam, lahko bi rekel, najmanj 65% prebivalstva. Imajo še največ pravic v bistvu v hašemitski kraljevini Jordani, potem so okoli 400 tisoč jih je v Libanonu, kjer nimajo prav nobenih pravic, kjer niti hiš si ne morejo postaviti, so še vedno v bistvu v begunskih taboriščih. Se upravičujem, na jugu Libanona? Na jugu Libanona in tudi, na jugu Libanona. In tudi v Bejrutu jih je torej še nekaj. Potem so v Siriji in so Libanon, Jordanija, Sirija, torej predvsem v teh državah. Konkretno v Siriji pa v Libanonu, ali živijo neko mirno življenje, ali so mogoče lahko tudi žrtve izraelskih napadov? V Libanonu torej Palestinci so doživeli tragedijo leta 1982, ko je Izrael skupaj s falangisti libanonskimi torej napadal begunski taborišči Sabro in Šatilo in je bilo tam ubitih in je bil izveden masakr. Torej v Siriji, v Jordaniji in Libanonu in živijo begunci niso predmet izraelskih napadov več danes. Tisto, kar je bolj obremenjujoče za Palestince v teh državah, je ekonomsko torej nazadovanje, torej je nezmožnost, da bi dejansko zaživeli kot neki enakopravni državljani. Torej, pa naj si gre predvsem za Libanon, v Jordani sicer imajo neke pravice, vendar ker so večina, originalna beduinska plemena iz tega območja ne pustijo Palestincem, da bi dobili neko dejansko pomembno vlogo v Jordani. Čeprav, kot pravi, imajo tiste osnovne pravice, vendar se jim jemlje ta pravica do tega, da bi kot svojo večino naprimer spremenili v politično oblast v Jordani. V svoji spremni besedi v zadnji vrstici zapišete sintagmo vsaj elementarno dostojno življenje. In me zanima, kakšno je življenje Palestincev v Izraelu. V samem Izraelu torej lahko govorimo kot neki avtorji govorimo o diskriminaciji. Torej v Izraelu so diskriminirani, obstaja v bistvu, nekateri avtorji govorijo o tem, da obstaja apartheid že v samem Izraelu, ker tudi najbolj bogata območja v Izraelu, kjer živijo Palestinci, so revnejša od najbolj revnih judovskih območij. Se pravi, Palestinci živijo zelo slabo v Izraelu, imajo neko formalno pravico sicer do volitev, vendar se ne smejo nikamor preseljevati znotraj Izraela. Tisto, kar pa v bistvu sem mislil v tej spremni besedi, je pa predvsem seveda življenje Palestincev na Zahodnem bregu in v Gazi. To je zelo trpeče življenje, torej, ker Izrael krši skoraj vse člene 4. ženevske konvencije, so Izraelci Palestincem torej preprečili in preprečujejo neko normalno življenje na Zahodnem bregu, v Gazi in vzhodnem Jeruzalemu. O čem govorim? Torej, mogoče najboljši indikator je voda. Palestinci živijo ob velikem pomanjkanju vode, kajti Izrael je začel krasti po letu 1967 velik del vodnih virov, ki obstajajo na Zahodnem bregu. Zahodni breg ima bolj bogate akvaferje vodne kot sam Izrael, ker Izrael krade vodo Palestincem, torej in s tem krši tudi 4. ženevsko konvencijo, 33. člen, ki prepoveduje rop. Palestinci pogosto nimajo niti dovolj vode za najbolj elementarno življenje, medtem ko se judovski naseljenci kopajo v bazenih. Torej, pomanjkanje vode, potem uničevanje zemlje palestinske, zmeraj bolj divjajo izraelski kolonisti oziroma naseljenci na Zahodnem bregu, uničujejo palestinska polja, zastrupljajo palestinske vodnjake in tako naprej. Vse s ciljem, da bi se Palestince pregnalo iz okupiranih ozemlji. Torej, okupirana ozemlja so Zahodni breg, Gaza in pa
anektirani vzhodni Jeruzalem. Dr. Primož Štrbenc, marsikaj ste nam že povedali o usodi palestinskega naroda, o zgodovini Palestine, Izraela in tako naprej. Zanima me še, ali je izraelska politika do Palestincev, Palestink genocidna? Torej, če pogledamo konvencijo o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, potem lahko rečemo, da po 7. oktobru 2023, da gre za genocid. Ker gre za dejanja storjena z namenom, da bi se uničil del ali pa celoten določen narod. Tako da jaz mislim, da po 7. oktobru 2023 lahko govorimo o genocidu. Ker nekdo želi Palestincem onemogočiti, da bi se naprej razvijali kot narod, tudi demografsko in tako naprej. V kolikšni meri je palestinski narod sam nekako soodgovoren za svojo usodo? Jaz bi tle predvsem bil kritičen do Fataha oziroma do PLO-ja, namreč v času tako imenovanega mirovnega procesa iz Osla, kjer naj bi mir napredoval, ravno v tistem času med letoma 1993 in pa 2000 so Palestinci izgubili možnost za to, da bi dobili svojo suvereno življenjsko sposobno državo. Zakaj? Zato, ker je takratno vodstvo Fataha na čelu z ikono palestinskega nacionalizma Jaserjem Arafatom, torej zaradi svojih političnih interesov zakockalo najbolj vitalne nacionalne interese Palestincev. In je sprejelo sporazum iz Osla, kljub temu, da ta sporazum iz Osla ni vseboval nobenih resničnih varovalk, oziroma pravih varovalk pred izraelsko kršitvijo mednarodnega prava. Torej, stara garda Fataha je bila tista, ki je zaradi svojih lastnih ekonomskih in političnih interesov popuščala Izraelu in Izraelu dovolila, da je ravno v času tega mirovnega procesa iz Osla najbolj intenzivno kršil mednarodno pravo in uničil palestinsko državnost. Nekateri pravijo, da je tudi Hamas tisti, ki je odgovoren za slab položaj palestinskega ljudstva. Res je, da je Hamas bil tisti, ki je izvedel napad 7. oktobra 2023 na Izrael, torej to lahko gledamo na to kot na neko negativno dejanje oziroma kot na neko dejanje, ki je sprožilo izraelsko divjanje, ampak jaz moram reči, da Hamas dejansko se deradikalizira, da gibanje Hamas je vedno bolj priznava v svojih dokumentih, tam, torej pred 2023 je Hamas zmeraj bolj v svojih dokumentih de facto novi ustanovni listini kazal, da je implicitno, da je pripravljen sprejeti državo Izrael, da ne govori več o uničenju Izraela. In v tem smislu lahko rečem, da to demoniziranje Hamasa, češ hoče uničiti Izrael in tako naprej, da to ni ustrezna interpretacija. Celo več, jaz mislim, da Izrael tako neproporcionalno silo uporablja zaradi tega, da bi re-radikaliziral Hamas, da bi ga ponovno radikaliziral. Zakaj? Zato, da bi potem lahko Izrael rekel, poglejte, na drugi strani so fanatiki, ki nas hočejo uničiti. In se potem Izraelu ne bi bilo treba odgovarjati za politična dejanja svoja. Nekoliko spekulativno vprašanje. Kakšna bi bila vsepogojno idealna rešitev za palestinski narod? Ja, idealna rešitev bi bila, če bi dejansko lahko na teh ozemljih 56% nekdanje britanske mandatne Palestine oziroma 42%, kjer je OZN torej Palestincem dala državo. Torej, delitvena resolucija je Palestincem namenjala 42% ozemlja nekdanje britanske mandatne Palestine za državo. In po mojem mnenju bi bila idealna rešitev v tem, da bi Palestinci na tem ozemlju dobili svojo državo. Druga idealna rešitev bi bila pa v tem, da bi na celotnem ozemlju nekdanje britanske mandatne Palestine torej obstajala neka skupna država, v kateri bi kot enakopravni državljani živeli tako Judje kot Palestinci. Tudi ena sama država, ki bi vsem zagotavljala enake pravice. Spoštovanje človekovih pravic med drugim, ne? Tako. Dr. Primož Štrbenc, hvala vam za pogovor. Hvala tudi vam. لي طريق ليس يفضي لمكان هو لحني لذا طفت أغني